V zadnjih letih je trg preplavljen s prehranskimi dopolnili, zato bomo danes govorili o kriterijih. Določenih kriterijih, ki nam lahko pomagajo, da izberemo seveda pravega. Kajti prehranska dopolnila mnogokrat obljubljajo veliko preveč, kot dejansko so sposobna. Predvsem pa prehranska dopolnila niso zdravila. In to ni rešitev za vse, ampak je dopolnilo. To pomeni dopolnilo k zdravi prehrani in pa seveda k zdravim navadam. Torej, kriteriji, o katerih bomo danes govorili, formulacija, dejanske potrebe, certifikati, torej dokazi, biorazpoložljivost in pa odsotnost torej različnih toksinov in različnih snovi. Torej, če začnemo mogoče pri formulaciji. Formulacija je nadvse pomembna ravno, kadar govorimo o izdelkih, kot so recimo biotiki. Zakaj? Tukaj nas zanima, s čim zraven to vse še je. Torej, zmeraj nas zanima, iz česa so polnila, ki so. Polnila so velikokrat zelo škodljiva, ki jih vsebuje prehranska dopolnila. Potem, kaj vse je še zraven? Recimo pri probiotikih je zelo pomembno, koliko milijard je na kapsulo teh dobrih črevesnih bakterij. Ali so zraven encimi ali niso? Kakšna je kapsula? Iz česa je narejena? Ali bo dejansko to želodčna kislina uničila in se bojo že tukaj pobile vse bakterije? Ali bo prišlo do črevesja? Skratka, ali vsebuje tudi prebiotike? Formulacija je torej pomembna in predvsem je pomembno, da znamo brati deklaracijo, ampak da se hkrati zavedamo, da imamo na deklaraciji samo eno plat zgodbe. Proizvajalci morajo dati deklaracijo gor z vsemi temi podatki in tako naprej, ampak obstaja še ogromno drugih informacij, ki niso na deklaraciji in so bistvenega pomena. Med drugim, kje je to raslo? Kdo je to pobiral? Kako so se počutili tisti, ki so to pobirali? Ali je bilo to transportirano na pravi način? Kaj se je dogajalo s to rastlino? Kaj so uporabljali pri transportu? Skratka, vse te pomembne informacije, ki so torej bistvene in niso navedene na deklaraciji. Tako da treba se je tukaj zavedati vseh teh stvari in predvsem pa upoštevati dejstvo in tudi mogoče sama začutiti stvari. Dejanske človekove potrebe je kriterij, ki smo ga navedli pod drugo točko. Kaj to dejansko pomeni? Ali je to nekaj, kar resnično potrebujemo? Ali je to nekaj, kar nas bo dejansko podprlo? Pri določenih osnovnih prehranskih dopolnilih, recimo, če smo veliko živčni, če dejansko imamo izziv z cukrom, da enostavno začutimo to željo po sladkorju, če se na kotičkih ustnic začnejo delati take ranice in tako naprej, to zelo jasno govori o pomanjkanju B-vitaminov. Ampak, kadar imate vi bolj kompleksne izzive v življenju, ne samo neke simptome, ki se pojavljajo tu in pa tam, je pa fajn narediti recimo en pregled. En pregled, kot ga recimo za klepet ob kavi izvaja Jelena Dimitrijevič, kjer preveri tudi biopolje, preveri po naturopatsko, jezik, nos, vse te zadeve in to ji ponudi veliko informacij. In potem taki ljudje točno vedo, kaj je tisto, kar dejansko potrebujemo. Potem imamo tukaj še biorazpoložljivost. Recimo predvsem pri kurkuminu je pomembna ta biorazpoložljivost, da torej ni dosežena z sintetiko, ampak da je torej povsem naravna. In potem smo dodali na seznam kriterijev tudi odsotnost toksinov, recimo pri omega-3. Omega-3 je fantastično prehransko dopolnilo za številne, ampak vse ta prehranska dopolnila, ki so iz rib, dejansko lahko vsebujejo ogromno težkih kovin. Zato je pomembno, da bolje da izberemo torej alternativo in alternativa je seveda iz alg. Vsekakor so pomembni tudi certifikati, tako da preštudirajte, predvsem pa poglejte, kdo je ta oseba, ki to reprezentira, kdo je ta oseba, ki je to raziskovar, ali ji lahko zaupate.